Španci so znotraj svoje velike skupine dobili eno zelo pomembno nalogo, in sicer, da razvijajo rešitve za mikromobilnost. Pod tem izrazom, ki se sliši precej strokovno, pa se skrivajo takšna vozilca, ki bodo super za velika mesta. Koncept za dva na ceste prihaja leta 2021 in se imenuje Minimo. Širok je samo 1,24 metra, dolg 2,5 metra, dva potnika pa sedita eden za drugim. In tale zadeva se znajde tudi v najožjih ulicah. Veliko je steklenih površin, zato je preglednost odlična in prostornost glede na zunanje mere kar precejšnja. No, najboljša stvar pa je baterija, ki jo lahko prazno zamenjamo za polno v samo nekaj minutah. Ni treba nič čakati in polniti. Super zadeva. Ok, tisto je za kratke relacije, za daljše pa tole. Seat Elborn. Hudo zgleda, ne? Kratki previsi, dolgo medosi, zato je znotraj veliko prostora in itak je oborožen z najnovejšimi tehnologijami. No, vem pa, da vas bolj zanima to, da ima elektromotor 150 kW moči oziroma 204 konje, zato se do stotice požene v 7,5 sekunde, prevozi pa do 410 km. Z največjo baterijo seveda, baje jih bo več na voljo, da bo vsak izbral takšno, ki mu najbolj ustreza. No in najbolj bo že naslednje leto pri nas. Je ta prav. Ampak brez skrbi, tudi za tiste, ki vroče feferone namakate v popor in zvečer vohate bencin, Seat ni pozabil. Ne, že lansko leto so predstavili ekskluzivno znamko Cupra in letos tukaj praznujemo že prvo obletnico. Tortico smo že pojedali in eno pravo Cupro sem jaz tudi že vozil. Ateco, 300 konjev, športno podvozje, 4-kolesni pogon. Tukaj se je videlo, da lahko tudi nerodni križanec postane vozniško zelo, zelo zabaven. Tole pa je Formentor. Že naslednje leto bo na cestah, samo kot Cupra in poglejte, kako zanimivo obliko so zrisali. Veliko glav se bo obračalo za njim, mogoče tudi zato, ker bo včasih čisto tiho švignil mimo vas. Priključni hibrid je tole 180 kW razvije, torej 245 konjev, samo na elektriko pa lahko prevozi do 50 km. Pogon je 4-kolesni, no ampak meni najbolj všeč, da ima zadaj 4 spušne cevi. No, se ve. Sicer pa je Formentor rt na Malorki. Ja, hudo ime so spet našli. No, drugače pa Cupra Seatova športna divizija že od leta 1985 oziroma zdaj kar motošportna znamka, ki hkrati izdeluje še takšne avtomobile. Pa Leon bojda pride, pa Ibiza, Arona. Še bo zanimivo.